Letos je bilo It's Now or Never. V bistvu sem dopolnila 29 let. Forbes ima pa to organiziran na tak način, da moraš biti ti do prejema mlajši od 30 let. V bistvu iskanje službe v današnjem času se je toliko spremenilo. Ne? Časi, kjer je bilo 100, 200, 500 prijav na oglas, so mimo. Nas je zelo taka kultura, da ne smeš delati napake in je, veš, vse je nek performance, če narediš narobe, je katastrofa. Ne? Ja, ker recimo v Ameriki, ne? Tam je ta mindset, ja pač ti ne rata podjetje, ok, gremo novo. Ne? Delaš napako, se nekaj naučiš, pa jutri probaš drugače. En lep pozdrav v zadnjem letošnjem podcastu SBC-ja, v letu 2025 seveda. V tokratnem podcastu pa gostimo dva gosta, ki sta letos, lahko rečemo, zaznamovala leto, vsaj v enem, kaj pa jaz vem, lahko rečemo, izboru, ki je zelo pomemben. Zakaj? Zato, ker ta izbor, o katerem bomo seveda še govorili, ne govori samo o letošnjih dosežkih, ampak predvsem tisti, ki so izbrani in ki so izpostavljeni, so ljudje prihodnosti. Vsaj tako je, ko prebereš, kaj pravzaprav pomeni izbor 30 under 30 po izboru Forbesa. In če pogledate, kdo vse je bil izbran ali pa nominiran v tujini, potem vidite, da te ljudje v prihodnosti zares vplivajo na naša življenja. In verjetno bosta to počela v naslednjem letu ali pa desetletju tudi Aljoša in Eva. En lep pozdrav obema. Živijo. Živijo. Eva Esih, Aljoša Markovič, živijo. 30 under 30. Najprej, če začnemo, Eva, pri tebi. Oba sta člana SBC-ja, ti še mladih, ti si zdaj že polnopravni član in sem te malce pohecal še dobro, ne, da si to dobila zdaj, ker čas se je iztekal. Šala, ampak... Tako, a ne? v bistvu se je, ne? Letos je bilo It's Now or Never. V bistvu sem dopolnila 29 let. Forbes ima pa to organiziran na tak način, da moraš biti ti do prejema mlajši od 30 let. Tako da, evo, zadnje leto ujeli vlak, ampak ujeli smo ga. Pri tebi, Aljoša? Ja, enako, ne? Še 3 mesece do 30, tako da smo imeli malo srečo tudi, da je Forbes prišel v Slovenijo sploh 2 leti nazaj in da so zdaj prvič naredili ta izbor in da sva ga ujela. Ko sem pogledal, kakšne so merila, naprimer, ne, zato v resnici nimajo popolnoma določenih meril, ampak je to, kot sem rekel v uvodu, v resnici neki izbor ljudi, ki boste vplivali na prihodnost. A vam to, da sta bila izbrana, godi oziroma vedno reče po kakšnem priznanju, nagradi, kakšni so bili občutki. Mene pa zanima, kaj ste si res mislila, ko so vaju poklicali prvič in potem, ko sta res bila izbrana. Ja, jaz sem čutila eno res tako srečo. Prvi občutki so bili, wow, Eva, wow, to pa je res nekaj. Ampak takoj zatem je prišla pa tisti razumni del, ok, odgovornost, a ne. Zdaj, ko si izbrana, si predstavljica Forbes 30 under 30 v kategoriji podjetništvo, ker mogoče to moramo povedati, ne, da je znotraj Forbesa več kategorij, podjetniki, športniki, kulturniki in pa znanstveniki. In ko sem bila uvrščena med v bistvu 7 podjetnikov, oziroma bila sem tudi edina predstavnica nežnejšega spola, sem res čutila, ok, odgovornost, da zdaj naprej to upravičim, ta izbor in da res pokažem naš potencial, pokažem, kaj delamo in tudi mogoče kako podjetnico ali pa mlajšo punco, ki se še odloča v tej poti, navdihnem za to. Aljoša? Ja, jaz sem bolj čutil ponos z vidika te naše družinske zgodbe in tudi z vidika same industrije, gostinstva, ki se načeloma posebej v Sloveniji ne znajde v takih situacijah ali pa priznanjih. In sem bil vesel zato, ker vidim to kot priložnost izboljšanja samega brenda našega podjetja, pa tudi percepcije industrije, rečemo Jezerški to tudi super delajo, tako da mislim, da tudi mi v tej smeri delamo največ, seveda, kar se tiče zaposlovanja talentov, ne. Ker če primerjam podjetje, ki je zdaj ali pa 2 leti nazaj, se že pozna tudi skozi neka druga priznanja, da si ljudje želijo delati v tem podjetju in tudi to priznanje, rečemo, Forbes vidim kot priznanje podjetju našemu, normalno tudi mojemu osebnemu kot gonilna sila, ampak prej podjetju, v katerem bi si talentirani in ambiciozni ljudje želeli delati, ne, ki imajo zanimanje za gostinstvo.
In res, ko sem bral, ne, tudi obrazložitev, pa tudi ko poznam vajino zgodbo, s tabo sem klepetal na podjetniški kavarni v Mariboru, midva sva snemala mesec marec, mesec žensk na SBC-ju letos marca. Sem rekel, kako zanimivo, dve popolnoma različni panogi, ki pa v resnici slonita na neki ideji, potem predanosti in na koncu na ljudeh, ne? Ali se motim? Ne, konec koncev je to priznanje celega podjetja, ekipe v ozadju, ker konec koncev dober vodja ali pa mogoče tisti, ki je v spredjih, ve, kako je pomembno zaledje, kakšen je tu steber v ozadju, tako da res to je priznanje od ljudi, za ljudi. Tudi recimo ta cela selekcija je bila res kar dolgotrajna, ogromno nekih vprašanj. Jaz sem se že počutila, kot da me proučuje za Tarčo. Ogromno je bilo nekih vprašanj, ker sploh v tem kategoriji podjetništvo je zelo težko oceniti, ne. Recimo kategorija športa, ti veš, Luka Dončić, Nika Prevca, ne. Medtem ko pri podjetnikih je zdaj res težko 100 panog, 100 prijav, zdaj katera zgodba je tista, ki si zasluži pedestala, ne, tako da pač res, to je zgodba ljudi za ljudi. To, kar je Eva rekla glede vprašanj, mene je Bojana, urednica, klicala in rekla, in sem imel, zvočnik se mi je pokvaril na telefonu in sem jaz slišal, tukaj je Bojana s Fursa. Ne, niste poslali, sem rekel, kak Furs, saj pa ni bil nobenih vprašanj, ni bilo kateri vprašanj, in bolj sem ugotovil, da je s Forbesa, ker so imeli zelo podobna vprašanja, ki ima Furs. Tako je. To si dobro rekel. Tako da, ja, absolutno je na ljudeh, posebej, če želiš razvijati podjetje in če si želiš rasti, ne. Na začetku ogromno stvari delaš sam, tudi jaz imam nek modus operandi, kjer skoraj vsak proces v podjetju hočem hands on videti, kako se sam dela, ampak razumem, da je edina pot naprej, da to vse procese in tudi kasneje strateško odločanje prevzamejo ljudje in ljudje morajo biti motivirani in sposobni, ne. Tako da absolutno brez teh ljudi, torej govorim od operativnega nivoja do zdaj vodstvenih ljudi, ne bi bilo možno sploh govoriti o kakšnemkoli uspehu pa rasti, ne. Ja. Ja, nič, zdaj pa gremo za vse tiste, ki vaju morda ne poznajo tako dobro kot sam, ker sem že nekaj prebral in slišal, pogledati v drobove tega vajinega podjetja in tudi ideje. Če začnem res pri tebi. Tvoja pot je zanimiva, zato ker, ko se spomnim, ne, ti, ko si prišla nazaj domov, je bila ideja popolnoma drugačna, kot je v bistvu danes izvedba, ne. Tako. V bistvu jaz in moj co-founder, moram tu povedati, da nisem čisto sama, da imam super co-founderja Urha, ki ima pa žal to smolo, da je že dopolnil letos 30 let. Tako da pa žal ni bil izpostavljen. Ko sva midva prišla iz tujine, midva sva študirala na Nizozemskem, vedno sva rekla, sva doštudirala v Sloveniji, ampak midva veva, da je nekaj več. Hočeva videti, kako poteka šolski sistem v tujini. Šla sva na Nizozemsko, tam sva študirala in tam sva se prijavljala ogromno na službe. In skozi tekom teh procesov sva videla, kakšne rešitve pa recimo uporabljajo mogoče malo bolj razvite države, kot je bila Slovenija v tistem trenutku. In midva se takrat spogledava in rečeva, wow, točno to, kar imajo Nizozemci, dajva midva to v Slovenijo pripeljati, prilagoditi za slovenski trg. In to, če si takrat predstavljamo, to rešitev so uporabljala podjetja. Če bi imeli, ne vem, razpisano delovno mesto, bi ga objavili in bi se prijavili 50, 100, 200, 300 ljudi, tako kot je to v tujini, a ne. In mogoče zgodba gre še malenkost v ozadje, pride covid, midva se vrneva in rečeva, zdaj je pa res čas za podjetje, it's now or never. Čeprav na začetku, ne, ko sem jaz oznanila doma, da odpiram podjetje, mi smo imeli najprej 1-urni pogovor o tem, zakaj ne podjetje, pa zakaj jaz kot izobražena psihologinja in ekonomistka, da ne grem v neko kadrovsko službo, ne. Ampak sem jaz takrat rekla, mami, ati, še vedno lahko grem pri 30-ih, če ne rata. No, pa da skrajšam, v bistvu prekopirala sva produkt, ki pa v Sloveniji ni delal. In to za takrat 25-letna mulca, ki sta dala vse svoje prihranke v to, prihranke staršev, prihranke prijateljev,
je bil res zelo, zelo, zelo velik šok. In to jaz moram reči, da je bilo pa moje eno bolj stresnih obdobij v mojem življenju, ker Urh je imel službe še drugje, jaz sem bila edina zaposlena in vsak dan je prišel domov in je rekel, koliko smo danes prodali. In jaz sem po slabem letu ugotovila, da pa nisem jaz, da niso to moje prodajne sposobnosti, ampak to je produkt, ki v Sloveniji nima svojega mesta pod tem soncem. Se pravi, da ni market fit za ta produkt. In mi smo se potem leta 2023 ustavili in smo rekli, ok, orodje Rekrutor, ki smo ga razvili za selekcijo zaposlenih v Sloveniji, žal ne dela, smo ga pospravili nekam na podstrešje, na počitnice. Ampak, če ne bi bilo takrat Rekrutorja, danes ne bi bilo Jobita oziroma Jobit AI-ja, ki pa je ravno odgovoril na to potrebo, ko so meni skozi te neuspele sestanke, kadrovnice, podjetniki oziroma kdorkoli je zaposloval, hoteli povedati. In to je, da Slovenija ne rabi orodje za selekcijo zaposlenih, ampak da Slovenija rabi orodje, ki bo pomagalo do več kadra, do boljših kandidatov, do bolj ustreznih ljudi. In potem smo ustvarili Jobit AI, ki pa ravno to počne. Prek socialnih omrežij pomagamo podjetjem do kadra na zelo tak novodoben način. Nismo agencija, ne zaposlitveni portal, ampak smo čisto novo orodje razvili za uporabo umetne inteligence. Delate samo v Sloveniji? Ne. Ne. Se to zdaj ta hec, ne? Da skočiš še malo ven, ja. Tako delamo tudi širše, trenutno na 11 evropskih trgih. Sicer to je res zelo tako spontano, ne vem, pride neko veliko podjetje pa reče, ok, mi bi eno zaposlitveno kampanjo v Sloveniji, ampak a lahko še isto naredite v Srbiji pa v Nemčiji. In v bistvu so nam podjetja pokazala, da je tudi potreba v tujini, se pa res zdaj z Q1 v naslednjem letu sistematično širimo na nemški trg, ker želimo odpreti DACH regijo. Bravo, Super. super. Hvala. Tudi tvoja pot, Aljoša, je zelo podobna. Začel si s študijem na otoku, prišel domov, samo ti pa si prevzel v resnici, lahko rečemo, en del družinskega posla, a ne? Pa daj povej še enkrat, saj vem, da si to zdaj dvakrat, trikrat že povedal, ampak vseeno me tvoja zgodba toliko fascinira, sploh zato, ker danes govori o tako neverjetnih številkah pri takšni panogi, kot ti rečeš na začetku, to je vendarle gostinstvo, a ne? Ja, jaz sem se med korono vrnil domov, jaz sem študiral v Angliji 2015 do 2019, potem nekaj kratko delal v Berlinu za en startup. Vedno sem imel to željo po ustvarjanju, po podjetništvu. Tudi moje prijave na službe, ko sem še bil na faksu, so bile z idejo, da po par letih odprem svoje podjetje. Med korono sem prišel domov, ker smo, mislim, da vsi prišli domov, ker nismo vedeli, kaj je bil Janša na TV-ju, potem smo vsi gledali, kaj bo. Nekje pol leta sem se iskal, rečemo, potem sem moral pomagati svojim z vzpostavljanjem dostave. Mi pred tem dostave nismo imeli, dostava je bila nekako neobhoden del poslovanja v koroni. Smo dali, ne vem, od 25 zaposlenih takrat 20 na čakanje, 5 ljudi je se ukvarjalo z dostavo. Takrat sem se jaz prvič res operativno vpletel v biznis in v družinski posel. In tu sem prepoznal to priložnost, da če ti iz restavracije narediš res, rečemo, eno uspešno zgodbo, potem je že to kot ena lokacija lahko dober biznis, če pa vzameš to in uspeš res zgraditi iz tega eno podjetje, v smislu z večjimi lokacijami, z profesionalnim managementom in tako naprej, potem je to res lahko en zelo ambiciozen podjetniški projekt, ki sem ga jaz v tistem trenutku iskal. Moji so bili, se mi zdi, ravno na tisti točki, ko so imeli dovolj gostinstva in so imeli dovolj tega načina gostinstva, ki pa je edini način, da ustvariš iz nič ena v gostinstvu, to pa je hands-on. To je pa vsak dan. Mislim, tudi jaz zdaj pri, rečemo, upravi, ki je, ne vem, 14-15 ljudi, rečemo, vodi šefa proizvodnje je najboljši na svetu za upravljanje z gostilno je, da si v gostilni. Torej, da greš skozi kuhinjo, da greš skozi, da gledaš reakcije gostov, ker če se zgubiš zgoraj v abstraktnem in v številkah, ti lahko core business hitro uide. Tako da sem potem 2021 zelo hitro, pol leta
po prevzemanju ali pa po vključevanju v posel sem naivno odprl prvo restavracijo, ampak je bil super, zato ker sem občutil, koliko trpljenja lahko dam skozi. Ki je bilo kar visoko, brez nekega znanja in brez rečemo izkušenj odpreti zelo hitro novo restavracijo. Ampak to je prednost, o kateri se mi zdi, so govorili že vsi podjetniki, to je ta naivnost, ki jo imaš, ne. Ker če bi zdaj šel nazaj, da mi rečeš: "Okej, lahko greš nazaj 5 let in boš dosegel, ne vem, 5-krat več, ampak moraš še enkrat iti skozi." Zelo težko, da bi iskreno, ker je res je naporno in ogromno stresa in ti imaš, ne vem, posebej v restavraciji, ki ni postavljena tako, kot so zadeve postavljene zdaj, je to pač iz ure v uro operativne zadeve, ki se samo dejansko kopičijo. Tako da je 2021 bil Koper, 2022 smo prenovili to manjšo okrepčevalnico, smo naredili rebranding, 2023 smo odprli Ljubljano, in 2024 je bilo leto centralne proizvodnje in centralne kuhinje, kjer sem nekako zavaroval dolgoročno ta naš produkt, ne, ker največji riziko, mislim, da pri vseh poslih, ampak posebej pri gostinskem poslu, je, da ti uide produkt. In da ti medtem, ko se širiš, ali pa medtem, ko se kot stari gostinec utrudiš tega posla, se ti ne da več na dnevnem nivoju iti v kuhinjo in preverjati zadev. Mi smo produkt poenostavili, koliko se da, da smo prišli, okej, kaj je tisti core, smo dali ven dosti a la carte in rekli smo: "Okej, dajmo mi vse zadeve, ki jih lahko pripravljamo centralno, dajmo jih pripravljati centralno za vse lokacije." In zdaj imamo centralno pekarno, imamo centralno predelavo mesa, imamo centralno kuhinjo, centralno se tudi pripravljajo vse sladice. Tako da če je kaj narobe s produktom, gremo na eno lokacijo in pogledamo procese, pogledamo, kje je šlo narobe. Tudi sama nabava surovin, torej kontrola nabave, ki je recimo pol dela, kar se tiče produkta, je na enem mestu, lahko zelo jasno zložiš odgovornosti in procese glede tega, se lahko tudi lažje dogovoriš za boljšo kvaliteto in tako naprej in tako naprej in smo nekako zavarovali produkt in se čuti. Dejansko se čuti, mislim, jaz čutim po reakcijah gostov, ampak čutim tudi po dnevnih svojih, po svoji dnevni to do listi, ki ne vključuje več toliko: v Kopru ni hrana bila tako, kot mora biti, recimo, ne vem, ta sladica ni bila v redu v Ljubljani, ali pa imamo Google review, da je v Kopru pa bilo drugače, kot je v Mariboru, ne. Tako da zdaj smo nekako na tej točki, kjer imamo štiri restavracije, centralno proizvodnjo, imamo 100 ljudi, imamo vodje restavracij na vsaki lokaciji, imamo šefa proizvodnje, kadrovsko, finance, zdaj pa nekako še to operativo in trening ljudi, torej če smo produkt, če imamo gostinstvo kot hrano in strežbo, ne. Zdaj smo nekako hrano uredili, zdaj pa še gremo v trening strežbe, kjer smo do zdaj ad hoc urejali zadeve, zdaj pa gremo v eno sistematizacijo. In ravno zdaj začenjamo, recimo, s tedenskimi sestanki z vsemi vodjami, ki bo ob torkih, ki bo celodnevni sestanek, kjer bomo dejansko prišli na ta sestanek s ciljem, da spišemo do konca ta operations manual, torej za celotno restavracijo tudi. In gremo not v detajle, ne, torej, tako da ja. Zdaj pa kup vprašanj, kup vprašanj, če te zdaj posluša kakšen od gostincev. Ja. Zdaj si razlagal posel, a ne? Ja. A je to, da si prišel iz tujine v gostinstvo, kljub temu, da si ga ves čas spremljal, ker sta tvoja starša to pač obvladala in postavila od začetka, ta drug pogled, da se ne greš gostinca, ampak ti ves čas rečeš, to je podjetništvo. Jaz sem zdaj, tukaj si naštel en kup enih ljudi, ki jih drugače v navadni gostilni zagotovo nimajo, a drži? Absolutno. Mislim, da skoraj vsak posel ima perspektivo na ta posel skozi vsebinski del, torej vsako podjetje bi lahko dejansko ga našel njegovo
elementarno obliko, ki je rečemo obrt, ne, iz obrti se tudi, torej vse proizvodnje velike, ki jih imamo v Sloveniji, če bi jo dejansko zmanjšal na tisti njegov kor, bi bila neke vrste obrt, nekdo v garaži, v delavnici nekaj počne, ne. In proizvodnje so uspele nekako priti na fazo tudi perspektive podjetništva ali pa biznisa. Gostinstvo je tu malo nazaduje, se mi zdi, iz razloga, ker je ključ do uspeha v gostinstvu kreativec. Ne, torej gostinec je kreativec, dela stvari po feelingu, razume psihologijo ljudi, ima te soft skills, rečemo, ne, in zelo težko, jaz vem, rečemo, ključ do uspeha pri naših produktih so bili recepti moje mame. Ne, ampak jaz, če pošljem, ki mamo, daj prosim idi v proizvodnjo, ker delamo, ne vem, nov produkt, in ona proba prenesti znanje, rečemo, ki ga ona ima, ali pa proba dati svoj čar tu zraven, ne more enostavno uporabljati tehtnice za svoje recepte. Torej ona ne razume gramov, kilogramov itd. Tako kot verjetno nek gostinec v strežbi ne more razumeti, kaj je zdaj ta steps of service, ne, torej zakaj zdaj rabimo, najprej to, pa po 5 minutah to, pa po 10 minutah to, ne. Torej to je nek analitičen pristop gostinstvu, s tem, da sem jaz bil zelo pazljiv, da se ne izgubi čar. Torej probam tudi ta analitičen pristop omejiti, ne. Boš rekel, da ne poznaš nobenih receptov? Da je to res, si to prepustil mami recepte? Ne. Govorim samo, ko se gre za kreativno. Se vem, ja. Ja, poznam vse recepte zelo podrobno in sem se spuščal tudi v detajle, zakaj zdaj to delamo, ne. Torej imamo jih spisane, jih imamo po korakih. Govorim, rečemo, ko imamo zdaj bomo dali not, ne vem, sateraš, ne. Pač hočemo tudi malo brezmesne jedi dodati. Zdaj jaz kreative v kuhinji ne poznam, se ne spoznam, se ne bi razen, ne vem, na nekem zelo elementarnem nivoju ali pa na nivoju, videl sem to, lahko bi imeli to, a ne. Razumem produkt zelo dobro z vidika gosta, torej rečemo zdaj to novo sladico, ki smo dali not, sem v zadnjem mesecu sem 4-krat jo vrnil nazaj iz lokalov v proizvodnji, ker nisem bil zadovoljen. Mislim, da je to ključno, posebej pri produktu, ker je zelo lahko reči, saj saj ljudje tega ne. To sem 100-krat slišal. Probaš nek produkt, saj ljudje tega ne bojo čutili, ne, ali pa saj ljudje ne bojo na jedilniku videli, da je tu zdaj, ne vem, ni ta jedilnik aligned, ne, tako, ko ga mogoče jaz si želim, ampak se mi zdi, da vsota teh detajlov malih, posebej pri hrani, ampak mislim, da cel vtis tudi tega studia je, da je nekdo pazil, ne, na kak način je vse, tudi svetloba itd., ampak jaz ne bom zdaj znal razložiti, kaj je točno, ampak imam občutek, da je profesionalni studio, ne, na ta način, enako, ko stopiš v restavracijo, po vseh teh detajlih, ali pa ko imaš stik s katerimkoli drugim produktom ali pa servisom, dobiš občutek, nekdo je res razmišljal in se ukvarjal z detajli, ne. Tako da. Na koncu so diance, ne? Ja. Kaj pa pri tvojem poslu ali pa pri vašem, no? Tukaj pa drugače, ta občutek pride šele na koncu verjetno, to, da smo se prav odločili, da smo vas vzeli. Ampak ta začetni del je pa verjetno drugačen, ne? Ja, na začetku je seveda pač dobra ekipa v ozadju, ne. Jaz rečem, da to, kar stranka občuti na drugi strani, je celo zaledje sistema procesov in ljudi, konec koncev, ki delajo te storitve oziroma to izvršujejo, ne. In to se res vidi, da, ne vem, ko pri nas delajo vprašalnike, jih ne dela kar nekdo, ampak jih delajo magistrice psihologije. Grafike, ne vem, delajo grafične oblikovalke. Tekstopisce, v bistvu tekste piše nekdo, ki je spisal, zdaj se moram malo pohvaliti, naredili smo že skoraj 1000 zaposlitvenih kampanj, nekdo, ki jih je res naredil že 1000. Se pravi, točno ve, kaj napisati, ne vem, ko se išče skladiščnika, kaj napisati, ko se išče medicinsko sestro, kaj bo privabilo kuharja, ne. Marsikdo misli, zaposlitveni oglas, daš na splet, poveš, kaj iščeš in potem daš svoje zahteve, kaj pač želiš in zelo malo benefitov, a ne. A je potem ni tako? Ni tako. Res tu mi ful zagovarjamo, v bistvu iskanje službe v današnjem času se je toliko spremenilo, a ne. Časi, kjer je bilo 100, 200, 500 prijav na oglas, so mimo. Danes so kandidati tisti, ki izbirajo,
kam grejo delati, za koga in zakaj. Jaz zelo velikokrat rečem, da tisti, ki zaposluje, je v bistvu prodajalec. Oziroma, da so kadrovske službe, kadrovniki najboljši prodajalci. Morajo biti, ker morajo prodati to delovno mesto kandidatom. A ne? In res potem, ko se ti poglobiš, vidiš, koliko je v ozadju tvojega znanja. Ne vem, kdaj objaviti zaposlitveni oglas, na katero socialno mreže, ob katerih urah. Kdaj nas pol vprašajo, okay, kje ste vi drugačni, kot če mi damo sami oglas na Facebook. Ne? In pa jaz zapadem v to teorijo algoritmov, ampak res na koncu so nianse, so podrobnosti od tega, koliko je oglas pisan, kakšne so grafike. Ker ful je tudi zanimivo, ti, ko načeloma oglašuješ delovna mesta, ti ne moreš reči, kaži to ženskam do 35 let. Kljub temu, da si je mogoče naš naročnik zamislil, da bo pa za tajnico si izbral, zdaj govorim zelo tako s predsodki, ampak neko mlajšo do 35 let. Zakaj ne? Smo v Evropski uniji in tam je zelo omejeno, kaj lahko ti oglašuješ oziroma komu, ampak seveda skozi grafike, skozi tekste, skozi besede pa ti lahko recimo to sporočiš. Ne? In na koncu je res toliko enih podrobnosti in čeprav smo mi v HR svetu, v svetu, kjer so ljudje v zadju, jaz rečem, da na področju izdelave teh zaposlitvenih kampanj smo pa kot ena mala proizvodnja. Zakaj? Ker ko pride projekt not, en del naredi grafična oblikovalka, drug del naredi psihologinja, oglaševalec za žene, programer naredi spletno stran. In to je res v bistvu skozi ta proces vidiš, koliko je enih podrobnosti. In v bistvu po 2 letih tega storitvenega dela smo se pa mi vprašali, ok, ampak kaj pa lahko mi še prilagodimo, izboljšamo, in smo pa res zdaj čist pred kratkim, letos oktobra, launchali AI verzijo, se pravi, smo naredili svojega robotka oziroma umetno inteligenco smo naučili na podlagi tega našega 2-letnega dela in iz servis modela šli na produkt. Se pravi, zdaj lahko stranka pride k nam, samo opiše, kaj želi, se opiše na platformo in avtomatsko se ji zgenerira cela zaposlitvena kampanja, ki pa v bistvu točno ve, kako napisati oglas za skladiščnika, kdaj zagnati za skladiščnika, na katerih socialnih omrežjih, kam vložiti budžet, kam ne. In smo v bistvu zdaj v ta svoj portfolio storitev, poleg storitve, dodali še produkt in tudi s tem produktnim delom napadamo zdaj tuje trge. Zdaj si me dobila, ne? Ker ravno vmes, ko si razlagala, sem se spraševal, kaj pa AI, ne? Saj lahko bi pa to odgovoril, ne vem, nek pameten program, ampak vi ste ga naučili vse to, kar vi znate, a ne, pa je potem to drugače. Aha, ok. Tako. Koliko ljudi ste letos, oziroma koliko podjetjem ste našli ljudi in obratno, koliko ljudem ste našli nove službe? Ali imaš kakšen podatek? Ja, v letošnjem letu smo naredili okrog 450-500 zaposlitvenih kampanj, odkar smo launchali Jobit.ai, oktobra je bilo izvedenih 56 kampanj in načeloma statistike jih dosegamo v 73%, navadno pride do zaposlitve enega ali večjih. Tako da sigurno par 100 ljudem v Sloveniji. A lahko vprašam, ko pride podjetje do vas, do tebe, pa reče, mi bi pa to potrebovali, kaj imate potem vi od tega? Vi rečete, ok, vzamemo 1-2 plače, ali kako to deluje? V bistvu, mi smo to res čisto drugačni kot kadrovske agencije, kjer bi mogoče vzela 1 ali pa 2 plači, da ti nekoga pripelje. Se to sprašujem, ne? Ali pa recimo poslovni model pri zaposlitvenih portalih je takšen, da ti pač zakupiš leto naročnino in objaviš, a ne. Mi smo pa zgodbo zapeljali zelo drugače, ker v bistvu je cel ta koncept social media recruitinga, kar mi počnemo, zelo drugačen. In na začetku smo imeli tudi zelo mogoče izziv stranke naučiti, ker one so hotele letno ali pa one so hotele plačati 2 plači, da mi nekoga pripeljemo, a ne. Medtem ko šele jaz potem pojasnim in rečem, glejte, pri nas se to šteje kot oglas, kot zaposlitvena kampanja, ki se naredi na socialnih omrežjih. In vsako delovno mesto je svoj oglas, je svoja zaposlitvena kampanja. Seveda potem lahko kupijo eno naenkrat ali mogoče kupijo, ne vem, paket 2, 3, 5, ampak načeloma, če pride neko podjetje in reče, jaz bi pa iskal računovodjo, IT-jevca in pa, ne vem, programerja, oziroma to je isto, ali pa ne vem, proizvodnega delavca, mi ne moramo to združiti v eno kampanjo, ampak vsaka kampanja dobi kot svoj projekt. Se pravi, svoje grafike, svoje tekste, svoje oglaševanje. Zato mi vedno zaračunamo na zaposlitveno kampanjo. In tukaj smo pa tudi drugačni kot agencije, mi nikoli ne garantiramo, da bi boste zaposlili. Zakaj ne? Največja napaka, ki smo mi začenjali,
smo na podlagi teh statistik, ki jih dosežemo, mi recimo v teh kampanjah poprečno dobimo 73 kandidatov na prijavljeno delovno mesto, kar je mogoče sploh, ne vem, ko ljudje iščejo varilce, skladiščnike, električarje, ko pravijo, tega pa ni, a ne. Seveda tam jih ni 73, ampak jih je mogoče 15, 20, 30. So ljudje zelo najprej presenečeni in si rečejo, wow, to bomo pa sigurno zaposlili, a ne. In na začetku, ko sem jaz videla samo te številke prijav, sem bila jaz šla na sestanek. Ja, glejte, 70 jih je, pa sigurno boste vi zaposlili. Ampak potem točno to, en bo. Ampak jaz sem se pol naučila, ni samo na to, kakšne kandidate mi pripeljemo. Mi rečemo, mi naredimo najboljš, da vi, poleg tistih, ki aktivno iščejo službo, a ne, ker mi gremo tudi na tiste, ki imajo nekje službo, ampak so nezadovoljni, recimo, ker na socialnih omrežjih pač dosežeš vse. Ampak največja napaka je bila, da jaz nekaj obljubljam, ker je pa še XY dejavnikom vmes in to je recimo, ne vem, koliko je firma konkurenčna. Kako plačilo ima, kakšen sloves ima. Mogoče ima sloves na Dolenjskem, sam pri njih pa ne delata, ne. In v tem primeru smo se mi naučili tudi, da kdaj je bilo tudi po 150 prijav za proizvodnega delavca, ampak ko so pol v bistvu izvedeli, kakšne pogoje recimo podjetje ponuja in da lahko v sosednji tovarni, zdaj malo karikiram, dobiš boljšo plačo za enoizmensko delo kot za 4-izmensko delo v drugem podjetju, jih tudi 150 ni dosti, da bi ti enega prepričal, ne. In jaz zdaj v to stopam ful drugače. Jaz strankam postrežem z realnimi statistikami, po področjih, po številkah in potem jaz rečem, glejte, uspeh je pa odvisen od vas. Koliko hitro jih boste poklicali, a jih boste prepričali, ali ste konkurenčni. Seveda mi to beležimo, da lahko prilagajamo te statistike do novih strankah in povemo, glejte, podobno podjetje zaposli nekoga v 73%. In potem tukaj podjetje plača isto, ne glede na rezultat. Ali bo zaposlilo enega, ali bo zaposlilo 2, 3, 5, 10. Smo imeli že primer, ko je podjetje za 1000 evrov zaposlilo 10 proizvodnih delavcev, ker so tako noro konkurenčni. Smo imeli pa primer, ko mogoče je pa kdo plačal 1000 evrov kampanjo in ni uspel prepričati nobenega. Ampak mi odgovarjamo za svoj del, za nabor, seveda ob predpostavki. Mi za vsako kampanjo rečemo, glejte, mi garantiramo od 3 do 10 ustreznih kandidatov. Če ustreznih kandidatov ne bo prijavljenih, ne plačate nič. In recimo mogoče za podatek nekje 8krat, 9krat od 1000 projektov se je nam pa res zgodilo, da ni bilo primernih kandidatov in v tem primeru nismo izdali računa oziroma če smo imeli paket, smo rekli, evo, ta kampanja je na nas, ne šteje se porabiti. Zdaj vidim, ko sem se pripravljal, da je ta želimo si milijon evrov letnih prihodkov kar realen pri tvojem poslu. Aljoša, pri tebi je ta številka 7krat večja, kar me je res pozitivno presenetilo. Sem rekel, ok, res velike številke. Pa bi morda zdaj o kadrih kakšno rekel, ker sem zdaj malce poslušal. A to, da si uspešen, to, da te zdaj ljudje poznajo, to, da imaš Koper, Ljubljana, Maribor, lahko rečemo že verigo, da ljudje vejo, kaj to je. A je to dobra reklama tudi za kadre? Ves čas se pogovarjamo, v gostinstvu je kadre težko dobiti, dobre natakarje, dobre kuharje. A to pomaga? To, da si zgradil tudi ta dober imidž resnega, konkurenčnega, dobrega podjetja? Jaz mislim, da absolutno. Ja, ker mi dobimo prijave. Jaz mislim, da bova z Evo sigurno delala skupaj, iskreno, ker mislim, da mi kader dobimo skozi družbena omrežja, ampak imamo eno glas, ki ga nismo niti optimizirali, niti nam je kdo povedal, ok, je to gor dol, tako da je to super, odličen servis, tako da mislim po podcastu, da bova rekla zvenjeno. Je pa v Sloveniji pomanjkanje profesionalnega kadra, v smislu vodstvenega kadra v gostinstvu, ker enostavno ni dovolj, rečemo, verig podjetij, kjer bi se ljudje naučili že nekih veščin, kjer bi, rečemo, tako kot imaš v drugih industrijah, kjer ti razvijaš mogoče manjšo verigo in potem, ko prideš do neke točke, pa zaposliš vodjo restavracije iz velike verige, ki ima že, ne vem, 50 let izkušenj, znanj itd. In potem to prinese v tvoje podjetje. Mi moramo malo to dejansko sami dati
skozi in zgraditi na lastni koži bazo znanja in izkušenj in narediti svojo šolo. Normalno to vsako podjetje mora narediti, ampak je dosti lažje, če ti imaš že nek kader, ki ga pripelješ, ne. Mi imamo zdaj vodjo proizvodnje in vodjo ene restavracije, ki bo tudi postal kot operativni menedžer v smislu, da bo vodil več lokalov. Oba sta iz Srbije in oba sta delala v podjetjih, gostinskih podjetjih, ki so v večjih državah, ki so recimo neke grupacije, ne, torej je en prišel iz enega podjetja, ki ima, ne vem, 10 restavracij v Beogradu, pa še eno verigo z 20 lokacijami, pa še tri restauracije v Ameriki. Ne, in je že prišel z nekim znanjem in načinom dela in tudi načinom upravljanja svojega časa in mojega časa, v smislu tudi samega reševanja problema, ga predlaga rešitev in potem. To se vidi, da je delal v nekem podjetju, kjer so ga to učili, ne. Je že dal skozi ta pogovor, ne mi samo pridi s problemom, pridi pridi z dvema rešitvama, pa da se skupaj odločiva, ali pa v najboljšem primeru pridiš z že rešenim problemom in samo obvesti, da je rešen, ne, do nekega nivoja, ne. Včasih so, oprosti, ko skračamo besedo, veljali, da če greš v McDonald's, ne, da če tam opraviš celotno pot, da dobiš nekaj podobnega, ne. A takih kadrov ni več? Iskreno mislim, da je, jaz sem upal, da bom lahko iz McDonald'sa dobil, sem imel tudi konzultanta, ki je bil v vodstvu McDonald'sa, ampak je sistem tako razdelan v McDonald'su, da nekdo naših problemov, ki dela v zadnjih recimo 10-15 letih v McDonald'su, naših operativnih problemov sploh ne more razumeti. To je, kot da bi, jaz poznam ljudi, ki ustanavljajo in vodijo podjetja v Afriki in v Afriki se srečujejo z nekaterimi operativnimi problemi, NPR, kdaj postaviti delovni čas svoje pisarne glede na izpade elektrike, ki so vsakodnevni, ali pa glede na, ne vem, zadeve, ki se dogajajo na ulicah, da nekoga, ki bi ga pripeljal iz super podjetja iz Nemčije, dati v Afriko, je zelo, mislim, lahko, če se oseba prilagodi in razume, ampak če se ni srečeval s temi problemi, bo enako kompetenten kot ti ljudje, ne. Meni se je enako zgodilo z McDonald'som, da je tam sistem tako razdelan, da nekatere težave, s katerimi se mi srečujemo in rabimo rešitve, so oni rešili že leta 74. Torej, jaz sem tudi bral McDonald's, ne vem, v 80 letih je za vodjo restavracije imel v njegovem employee handbooku je imel recept za omakico za Big Mac, zato da je, če je zmanjkalo, lahko šel v trgovino in naredil. To več ne obstaja. Ti sploh ne veš, iz katerega skladišča. Torej, ti, če si vodja restavracije in ti sistem pade, ti ne moreš najti niti skladišča, kjer je že narejen, kjer je že ta omakica narejena. Tako da je za nas, po moje, McDonald's preveč razdelan sistem operativno, da bi lahko od tam jemali. Je tudi, recimo naše, kako bi rekel, velik del naše operative je delovanje kuhinje, tam je res kuhinja dovedena že do tega, da je vse avtomatizirano. Torej, ti pač vložiš, ne vem, verjetno $500,000 pa $1 milijon v kuhinjo v McDonald's, ampak potem ne rabiš skoraj nobenega treninga ljudi, ker tam žar, tako lahko mi trije gremo in verjetno v 2 izmenah delamo na žaru. V McDonald'su pri nas jaz sam ne morem po 2 mesecih, po moje, delati na žaru. Tako da je pa ta, recimo, renome tudi prišel v druge države, ne. Govorim zdaj za zaposlovanje, da se vrnem na vprašanje, kjer sta tudi ta dva, ki sta prišla iz tuje države, slišala za nas prek medijev, prek dejansko gostov, prek ljudi, ki so potovali skozi Slovenijo in so prepoznali zgodbo, zato so tudi potem zaupali dovolj, da so se preselili sem, ker so tam imeli super službe, ne. To niso dejansko ljudje, ki so šli
s trebuhom za kruhom, ampak so ljudje, ki so vodili tam 50 ljudi, so vodili, imaš verigo tistih kafeterij v Beogradu, je ta gospod vodil, recimo, tri lokacije tam, ne. Torej ima tudi super pogoje, da ima tam super službo, ampak je prišel sem tudi zaradi zadev, ki jih družbeno Slovenija ponuja, iskreno. Ampak je prepoznal v nas priložnost za delo v enem resnem podjetju. Če ti govoriš o tem, da se tvoj glas širi, se veš tudi, seveda, ne, ko si rekla, ja, zdaj pa podjetje me pelje tudi v drugo državo. Sam, ne, ko sem zamenjal službo, sem ugotovil, da naprimer najprej moram imeti LinkedIn, da je to zelo koristno, ne. Ampak ko ti govoriš, da iščete, ne vem, naprimer skladiščnike, jih pa verjetno ne na LinkedInu. Zato zdaj vprašanje, glede na to, da si 30 under 30, se pravi, da si, jaz rečem, ta generacija, ki res obvlada družbene medije, koliko pomembni so in bodo, recimo, tudi v naslednjih letih za tvoj posel, pa dodajva k temu še umetno inteligenco. Zelo pomembni. Zakaj? Zato, ker če pogledamo navade mladih, vidimo, da so se navade vsega, kar mladi počnejo, zelo spremenile. Recimo zvečer, kaj delamo? Scrollamo po telefonu, attention span je 3 sekunde in vidimo, da so to drugačne generacije, ki bodo na drugačen način iskale službo in konec koncev vse delale drugače. Recimo moja babica nikoli ni vzela telefona v roke, zato da bi kupila, ne vem, pulover na spletu. Kaj mi počnemo? Naročimo, pa vrnemo, pa naročimo, in na isti način verjamemo, da se spreminjajo vse naše navade, med drugim je tudi iskanje službe. Nas daj celo kdo pokliče, da smo kot Tinder za zaposlovanje. Zakaj? Zato, ker je prijava tako enostavna, Ko mi nekoga potargetiramo zvečer na Facebooku, na Instagramu, mi od njega ne zahtevamo življenjepis ali pa motivacijsko pismo. Zakaj ne? Zato, ker mi verjamemo, da zdaj v dobi umetne inteligence je motivacijsko pismo izgubilo ves pomen, ki ga je mogoče imelo 10-15 let nazaj. Zakaj? Takrat se je mogel nekdo usesti, narediti research podjetja, pogledati, napisati. Iz tega pisma si ti videl konec koncev, če je oseba pismena. Danes 3 sekunde odprem ChatGPT, rečem ali pa en drug LLM model, napiši mi motivacijsko pismo za to pa to podjetje, izpostavi to pa to pa to in jaz v 30 sekundah dobim perfektno motivacijsko pismo. Zato se recimo mi smo to umaknili, prilagodili in ko oseba vidi naše oglase, se lahko prijavi na ta način, da reši 10 do 15 personaliziranih vprašanj in to so pa vprašanja, ki delodajalcu na drugi strani točno pove, kaj je ta oseba. Se pravi, ko iščemo skladiščnika, bomo spraševali, če zna oseba voziti viličarja. Ko iščemo računovodja, bomo vprašali, v katerem programu je delala, pa če je že oddala bilance. In verjamemo, da so socialna omrežja way to go, tudi daj dobimo vprašanje, ampak a Eva, pol vi jaz s tem spodbujate, da so ljudje še več na socialnih omrežjih? In jaz rečem, zelo dobro kritično vprašanje, ampak navade ljudi mi, oziroma vsaj kot Cybit, mi ne moremo spremeniti. Če pa lahko v tem času, medtem ko nekdo gleda zvečer storije na Instagramu, najde še nekaj za sebe, najde boljšo službo, nekaj boljšega, ker zelo specifika naših oglasov je taka, da ljudje že imajo službe, valjda na slabše ne bojo šli. In če jaz nekomu pomagam do boljše prihodnosti za njega, do njegove družine, pol jaz ponoči lažje spim. In jaz tudi mislim, da prihodnost so socialna omrežja, zelo veliko upov pa mi tudi polagamo v LLM modele, recimo ChatGPT. Jaz verjamem, da enkrat boš lahko ti svojemu asistentu rekel, ne vem, poišči mi službo, poskrepaj, kje so odprte priložnosti in me prijavi. Tako da mi se s tem področjem tudi že ful spogledujemo. Sicer nismo še čist tam, ker še ne omogočajo ti modeli različnih oglaševanj, ampak jaz mislim, da je to bolj vprašanje mesecev kot let. Da si bodo lažje poslušalke in poslušalci predstavljali, ne vem, 30 under 30 je bil Mark Zuckerberg, je bil naprimer šef Spotifyja, Instagrama. V resnici si ti ena ta novodobna direktorica, lastnica podjetja, ki bo spreminjalo vlogo iskanja in dodeljevanja zaposlitve. A se tako vidiš? To je zelo močen stavek. Jaz mislim, da vizija mora biti ambiciozna. Konec koncev smo ambiciozni. Jaz verjamem, da bo Cybit, jaz in moji sodelavci spremenili
okolje, kako se išče službo. Če bomo prišli pa na ta level kot Zuckerberg, pa ne vem, se bomo mogla srečati čez par let, pa bomo videla, da nam je uspelo, ampak sigurno jaz mislim, da v tej regiji, če ne v Ameriki ali pa širše, pa si želimo biti način za zaposlovanje v Evropi. Če gledamo naprej, ker ta nagrada, ta naziv v resnici vaju malce poriva, ne, in vama daje še neke nove obveznosti za prihodnost, saj tako tam piše. Pri tebi pa to tako ali tako zelo jasno. Spomnim se najinega pogovora, sicer je bilo tam še okrog 150 ljudi v kavarni v Mariboru, ko si omenil, da ti je tudi tvoj mentor, človek, ki ti je pomagal, ko si študiral še, ne, dejal, pa zakaj se ustavljaš in razmišljaš o 3-4 gostilnah, pa se te pustim, da boš nadaljeval to, no? Ja, to je gospod, ki je uspešen podjetnik, ki daje študentom iz vzhodne Evrope, torej 3 študentom iz vzhodne Evrope, na mojem faksu štipendijo in potem se vsi enkrat na leto zberemo in njega poslušamo večinoma, kaj on pravi. In je tak en zelo, kako bi rekel, je en reality check v smislu razlike med Slovenijo in mogoče tujino na splošno, o dojemanju ambicioznosti, rizika in razmišljanja na veliko, kjer v Sloveniji sem velikokrat dobil vprašanje, zakaj zdaj 3. pa 4., a nista 2 dovolj, kako misliš še eno v Ljubljani itd. Mene pa je ta gospod, ko sem mu povedal, zdaj imamo 4 lokacije in toliko zaposlenih, je on nonšalantno rekel, okej, saj ko prideš do 20 lokacij, potem več ne boš tako malo podjetje, boš lahko, ne, v smislu, za njega nekih 20 lokacij v tem biznisu bi rekel, prag, ko ti presežeš, da nisi več nek espe, ne. Tako da je potem to, ampak to je rekel na način ne v smislu arogantno, ne, ampak je rekel, to sem jaz razumel kot zaupanje tudi v mene, da to lahko naredim, ne, torej, če on to nonšalantno rekel, je v tem nekako se razume, da verjame v zgodbo, da jaz to lahko naredim, ne. Je prostora za 10 tvojih restavracij po državi? V Sloveniji 10, ja. Ja, 10, ja. Ampak mislim, da je to nek limit, ne. Seveda lahko ti odpreš več, ampak je vedno vprašanje, okej, kak promet bojo delali, ne, ker tudi ni, zdaj sploh ni vprašanje, a bojo profitabilni, ne, ker tudi če je nekaj minimalno profitabilno glede na trud, torej glede na investicijo, ne, ni vredno imeti. Ampak mislim, da 10 je lahko, ne, če sta 2 v Mariboru, potem 4 morajo biti v Ljubljani, na neki način, z neko matematiko, ena je, koliko to že 7, ne, Celje 8, potem imamo še Prekmurje, ki nas vedno kliče, da tam odpremo. Kaj pa Gorenjska? Malo pozabljaš na Gorenjsko. Ne, Gorenjska sem ravno bil v Kranjski Gori, sem gledal en lokal, ampak mi je malo logistično težje. Kranj sem tudi gledal en lokal, ampak mi moramo tudi gledati na nek način vseeno število prebivalcev, ne, je številka 1, številka 2 so turisti, ne. In tudi recimo Obala, Ljubljana, tudi Maribor v zadnjih letih ima ogromno teh tranzitnih turistov, zaradi česar tudi dosegamo določen nivo prometa. Ampak tudi logistika je pomembna, ne, v smislu zdaj, preden odpremo še v Ljubljani, zdaj iti še v 4. mesto je enostavno. Vedno gledam ta fokus in da imamo fokus na vseh nivojih, torej na produktnem nivoju, na nivoju ljudi, na nivoju tega, o čem se sploh pogovarjamo, in mislim, da je ta resource, ki je najbolj pomemben, je čas, ne, v smislu, če ti sploh se ne gre za to, a bi se nekaj finančno splačalo ali ne, če bo dejansko zahtevalo več časa in več truda itd., kot nekaj drugega, potem se to enostavno v določenih računicah ne splača, ne. Katera je najbolj profitabilna restauracija? Pa ta prva v Mariboru in Ljubljana res sta v, ne vem, na tem nivoju prihodkov sta v par 10 tisoč evrov na letnem nivoju, ne, in je zelo zanimivo, da tudi te lokacije Maribor, Ljubljana, Koper iz nekih včasih nepojasnih razlogov zelo podobno dihajo, ne, torej je kar en torek, ki je slab iz nekega, in je tu slab v Kopru, Ljubljani in Mariboru, ampak ni dež, je kar, ne vem, so se vsi gosti zmenili, danes pa ne gremo, danes pa gremo, ne vem, kaj brezmesnega pojesti.
A je poletna sezona v prednosti pred zimsko? Ja, poletna Ja? prednosti pred zimsko, mi smo tudi zdaj polni, rečemo december, smo polni na vseh lokacijah, ampak je poletna sezona ima to prednost, ima prednost terase. Ima prednost terase, bomo zrihtali. Zdaj se malo smejimo, morda samo kot pojasnilo, ko smo prepili čaj, kavo, ne, Eva vpraša za prijatelja, sprašujemo, kaj v decembru se še da, ne? Ja. A to obstaja, da kot lastnik vedno najdeš eno mizo za prijatelje? A je to tak neka filmska, knjižna zgodba? Ma se da, zato ker vedno, vedno, v 90% časa se da kaj prilagoditi ali pa pogledati neko možnost v smislu in spreminjati, rečemo, rigidna pravila. Torej, če je neko rigidno pravilo zdaj, da je 2 uri za neko rezervacijo, potem ti lahko investiraš čas za prijatelja in pogledaš, a bojo ti realno 2 uri, ne bojo, bo uro pa pol, in če ti lahko prideš, a ti če prideš, ne vem, si samo uro pa pol, mi in potem najdeš to. Tako da. A ti tudi za prijatelja najdeš kakšno zaposlitev? Kakšnega dobrega kuharja, natakarja? Tudi najdemo. Ja. Roko umije, kako pravi. Ne, seveda. Omenil si tega gospoda, ne, Ja. ki ima to miselnost morda drugačno kot v Sloveniji, ko je govora o podjetništvu. Sam se zdaj učim, da to podjetništvo v Sloveniji je živo 35 let, prej zaradi režima je to absolutno bilo ne tako podprto, ne, strani države sploh ne. Ljudje so pa vedno bili podjetni. A vama je ta šola v tujini dala drugačen pogled na vse skupaj, Nizozemska pa London? A je to drugače? Kaj je drugače, no, kot pa, ne vem, če greš v ljubljansko ali pa mariborsko fakulteto študirati? Precej je drugače, v bistvu, jaz sicer res lahko govorim samo za magisterij na Nizozemskem, ker diplomo sem delala v Sloveniji, ampak tam so študentje ful bolj proaktivni. Recimo, naš šolski sistem na faksu je, profesor odpre svoje slajde, zdaj mogoče delam krivico, pa se je v 5 letih še precej spremenilo, ampak načeloma profesor ali pa asistent predaja znanje, študenti poslušajo in si delajo zapiske. Ko sem šla na Nizozemsko in so meni rekli, teh klasičnih predavanj ni, oziroma sta 2 na semester. In jaz rečem, kak 2 na semester, kaj bomo pa počela, ne? In so rekli, tukaj še najbližje temu so naše vaje. Tam je faks organiziran na sistem diskusij, debat. Ti recimo dobiš, preden greš na vaje, literaturo, ki jo moraš preučiti, in na te vaje prideš ti pripravljen. Si prebral tematiko, diskutiraš, imaš vprašanja in v bistvu profesor samo sedi v razredu in ocenjuje tvoj nivo razmišljanja, kritičnosti, debate. In čisto drugače deluje kot pri nas, ko se pač ti 6 mesecev poslušaš in pa se kampanjsko naučiš in greš na izpit. A ne, recimo v tujini so organizirane po 7-8 tednov semester in ti imaš potem več semestrov na leto, a ne. Se mi zdi pa tudi, ko greš ti iz svoje države ven, je kot nek mehurček, ki ga moraš najprej ti prepikniti in pol vidiš, da govoriš v drugem jeziku, noben te ne razume, kdaj se mogoče težje izražaš, a ne. Recimo jaz sem imela toliko strah, preden sem šla v tujino govoriti angleško, pa matura vse, brez problema. Sem bila pismena in govoreča, ampak ti strah v nas, kaj če bom kaj narobe povedal, a ne. In jaz, ko sem šla na Nizozemsko, prvi semester, meni je bil problem govoriti. Pa greš čez sebe, se odpreš in jaz vidim tudi tu v podjetništvu. Ti moraš iti iz svoje cone udobja ven, da lahko začneš delati spremembe, a ne. Če bi se jaz takrat, ne vem, mogoče poslušala starše in rekla, ja, pa res je, pa mogoče malo bolj varna pot, da se jaz kot 25-letna zaposlim nekje, danes ne bi bilo Sajbita, ne bi bilo tega, kar počnemo, ne bi drugim mojim zaposlenim omogočala takšne pogoje, kot jih omogočam. In ja, seveda, starši so danes noro ponosni, bili so na Forbesovi podelitvi, slikali, snemali, se pa kdaj nasmejimo pa rečemo, evo, mami, ati, vidiš, dobro je, da vaju nisem takrat poslušala. Tvoja izkušnja je zato, ker je tudi verjetno podobna, ne? To drugačen način razmišljanja in delovanja, ki ga pol preneseš sem. Ja, absolutno. Mislim, rdeča nit mojega nekega spoznanja je ta nivo ambicioznosti in prepričanja samega v sebe. Prvi zelo konkreten primer je, da sem se jaz z izobrazbo
v Sloveniji, srednješolsko, ne, vseeno na začetku bal, na kak način bo zdaj to izpadlo v tujini, četudi sem dal skozi mednarodni program zadnji 2 leti v srednji šoli, ampak vseeno te učijo profesorji, ki so naši domači. Ampak sem hitro ugotovil, da je nivo kompetence in recimo discipline in pridnosti zelo visok pri nas v Sloveniji, glede na to, kar mi pričakujemo v tujini. In potem samo, ko si vržen v ta krog in vidiš, da lahko dosegaš že to, ti da neko samozavest. In se vprašaš, ok, zakaj pa ni, ne vem, pol mojega razreda z druge gimnazije v Mariboru šlo na, ne vem, Oxford ali pa Cambridge, ne. Pa saj ne rabi zdaj to biti cilj, ampak to je kot neka metafora za karkoli, ne. Zakaj pa ni, ne vem, zakaj ni SBC-ja zdaj, ne vem, nekdo ustanovil podjetja, ki je največje v Evropi, na primer, ker zmoremo, ne, lahko. To je sigurno. Številka 2 pa je bil zelo podoben, zelo podobna izkušnja kot razlaga Eva, je ta odprtost do razmišljanj, odprtost do napak, ki tudi se lepo prevede potem dalje v podjetništvo, ne. Pri nas je to zelo nekako v krču, okej, na pamet se naučiš in potem, če ne veš, je katastrofa, ne. Ni pa vprašanje, zakaj ne veš, česa ne razumeš itd. In bilo to na najvišjem, so bili to ljudje, ki so prišli z najboljših srednjih šol, torej je bila selekcija zelo resna, pa ni bil noben problem, da smo v teh pogovorih, ko nas je bilo 15-20, s profesorjem vprašal, okej, pa čakaj, česa, kaj ti ni točno jasno, ne, ampak v smislu, dajmo pogledati, ne. Torej ta odprtost do napak in do, okej, česa ne razumeš, ta kultura dialoga, ne, je taka, ki je, se meni zdela zelo produktivna na nivoju faksa in potem dalje tudi za podjetništvo, ne, ker se moraš vprašati, okej, ne, kaj delamo narobe, ne. In biti pripravljen tudi delati napake, ne. Pri nas je zelo taka kultura, da ne smeš delati napake in je, veš, vse je neki performans, če narediš narobe, je katastrofa, ne. Tam pa je priložnost za učenje. Ja, ker recimo v Ameriki, ne, tam je ta mindset, ja, pač ti ne rata podjetje, okej, gremo novo, a ne. Se mi zdi, v Sloveniji je pa res, on je pa probal, pa mu ni ratalo, evo, zdaj, dajmo ga pa zdaj linčati, a ne. In se mi zdi to je ravno čar, sploh mi, ko smo malo podjetje. Delaš napako, se nekaj naučiš, pa jutri probaš drugače in če vidiš to kot proces do nekega cilja, je lahko to zelo zabavno. No, saj to me tudi zdaj ravno zanima, ne. Vi ste vendarle neka druga generacija, vidva sta tam do 30 let je nova generacija, drugačno razmišljanje, ne. Saj sam sebi bi lahko tja postavil, ampak ne več, ne. Absolutno, te sprejmemo. Kako vidite ta Slovenijo? Na primer, velikokrat, ko gostim koga tukaj ali pa ko berem novice, ko jih gledam, mi smo kar prvaki v jamranju. Sej ne, da v tujini tega ni, ampak pač vendarle gledamo naše domače okolje. Zdi se mi, da ves čas najdemo prepreke, ves čas iščemo, kaj ni dobro, kaj se ne da in kako mi res smo bogi, ne. Kako vidva gledata na vse to, na to okolje, v katerem pač vendarle delata? Kakšno je? Jaz mislim, da si ti sam svoje sreče kovač. In meni se zdi, da slovensko okolje konec koncev za ustanoviti podjetje sploh ni tako slabo. Imamo ogromno podpore od skladov, podjetniškega sklada, od inkubatorjev. Recimo, ko sva se midva z Urohom na začetku pri 25 vprašala, okej, kam se zdaj želiva vključiti, sva videla, da je ogromno nekih inkubatorjev, pospeševalnikov, kjer ti dobiš zastonj mentorsko pomoč, podporo, a ne. Takrat ne veš nič o financah, okej, dobiš nekoga, ki ti lahko na tem področju pomaga. Rabiš sestaviti prve pogodbe za zaposlene, ja, jaz kot psihologinja tega pa res nisem delala na faksu, a ne. Ti lahko nek inkubator čisto zastonj zrihta pravnika, ki ti to pripravi, a ne. In se mi zdi, da konec koncev slovensko okolje ni tako slabo, kot ga mogoče mi predstavljamo. Seveda, če zdaj bi gledali mi level, višino investicij, ki jih naredijo skladi v Ameriki, se niti približno ne moremo predstavljati, ampak primerjati, ampak medtem za začeti nek lokalni biznis v Sloveniji pa se mi zdi, da ni tako slabo. In jaz vidim, da na Nizozemskem je ful ta mindset, pač to sem jaz, individual, kaj lahko jaz s tem naredim. Medtem ko pri nas je pa zelo velikokrat tako, pa malo gledaš soseda, pa če on ni, pa si ti nezadovoljen, pa
Ampak jaz res mislim, da za začetek v Sloveniji absolutno ja, ne moremo se zdaj izgovarjati, ja, pa so davki visoki, pa so visoki, pač začni pa še vedno lahko na neki točki podjetje ven prestaviš, če želiš. Se strinjam, čeprav tudi sam se ujamem včasih, da pojamram, ampak se ne strinjam s tem svojim tudi jamranjem, iskreno. Na koncu koncev imaš izbiro. Torej, jaz sem se odločil v Sloveniji poslovati, lahko se jutri odločim, da pač več ne poslujem, je možnost tudi prodaje podjetja, nehaš delati, normalno, ko je družinska zgodba, je stvar dogovora, ampak ti, če ti kaj ne paše, pa pojdi drugam, ne. Je pa res, da je to naša država in vsi si v svoji državi želimo dobre pogoje za življenje in tudi v sklopu tega posebej za nas podjetnike, ki nam je, ne vem, od 14 ur, 13 ur fokus podjetje, si želimo pač boljšega podjetniškega okolja, ker mislim, da je vsem nam v glavah, če bi samo se par stvari spremenilo, ker se zdijo spremembe, ki jih moramo narediti, so kompleksne, ampak se mi ne zdijo ogromne v smislu, mislim, da so zelo enostavne, mislim, da skoraj vsi vemo, kaj deluje in kaj ne deluje, in mislim, da je vsem jasno, da je podjetništvo gonilna sila, torej velikost kolača, da je lahko samo dobro za vse, ne. Kar se tiče mene konkretno, zdaj tu sta dve plati tega podjetniškega okolja, bom rekel podoptimalnega, ne, ki ga imamo v Sloveniji v primerjavi s tem, kar bi si želeli, ali pa s primerjavi z idealnim. Ena je ta, da te omejuje, ne, te omejuje v rasti, v razvoju, torej rečemo v vseh aspektih, ko se malo poglobiš, ti nimaš tudi, ker ti moraš kot podjetje tudi delati z partnerji, torej jaz konkretno rabim program za blagajno, rabim dobavitelje, in če ni dovolj tu konkurenčno na teh poljih, potem je že tu infrastruktura slaba. In tuje podjetja ne vstopajo toliko v Slovenijo. Rečemo za blagajniški program, jaz sem sicer, ker sem ravno včeraj govoril z direktorjem, sem zadovoljen z tem programom, ampak mislim, da bi tudi oni dosti bolj napredovali, iskreno, v zadnjih 10 letih, če bi bilo okolje tukaj dovolj dobro, da bi vstopila tuja podjetja, ne, ker ti imaš ameriške programe, imaš tudi v Avstriji, v Nemčiji itd., tukaj pa niso šli lokalizirati. Zato in te že to omejuje, zato ker moramo mi z Excelovimi tabelami čarati skupaj ta back-end naš, kjer bi že imeli rešitev za 100 evrov na mesec po lokaciji, torej za 400 evrov na mesec za 4 lokacije, bi imeli mogoče leto pa 2 leti našega dela prihranjenega, bi lahko šli dalje v razvoj ljudi, produkta in tako naprej. Zato je ena plat. Druga plat pa je, da mi, jaz mislim, delamo te promete, ki jih delamo zato, ker ni konkurence. Ampak meni, zdaj pa se odločiš, ni konkurence, mislim, ni močne konkurence. Torej, če pogledaš tudi verige, je samo ena veriga, ki je McDonald's tu prisotna, drugi ne bojo vstopali. Načeloma ljudje zdaj, ki so bili gostinci v zadnjih 30 letih, prodajajo, pa oddajajo gostince, ni kadra in tako naprej. In ti omogoča, da takoj delaš promet, torej da z že bi rekel, malimi izboljšavami narediš veliko. Meni ta situacija ni všeč. Zato, ker jaz, ne glede na to, kak uspeh bom naredil tu, nikoli ne bom vedel, če bi igral v prvi ligi, če bi igral v ligi prvakov, če bi v Ameriki posloval, če bi bil na lestvici med top 5. Mene to driva. Mene to bolj driva, kot pa če bi jaz gledal kot samo lifestyle biznis, bi se zdaj že ustavil in bi se postavil tako, da pač 2 uri na dan delam, ampak mene to iskreno ne driva. Jaz bi raje iskreno bolj konkurenčno, ker mi smo brez marketinga v Ljubljani začeli takoj promet delati, ker smo bili med redkimi, ki smo zadeli to value for money nišo, iskreno, pri turistih, ne, ki so bili nasičeni že visokih cen pa slabe vrednosti za svoj denar. Ampak jaz bi raje konkurenco, pa da sem boljši, pa da vem, ker zdaj je nekako sem dobil nagrado za super igraš, zato da igraš na slabem igrišču.
Veš, kaj mislim? Zdaj pa, če me daš pa na super, daj mi raje potem, da igram z Real Madridom pa z Barcelono na takih pogojih, kot morajo biti, kot da mi rečeš, osvojil si 3. ligo na igrišču, ki ima luknje, veš, pa igral si proti nekim lokalnim tu, ne, ki so se zbrali. Okej, ne. Brez absolutno podcenjevanja, da ne bo kdo narobe razumel, ampak govorim samo o konkurenčnosti. Torej, konkurenčnost te sili, da si boljši, mislim, to je že v mikroekonomiji je neko prvi ta princip, ne, zakaj se cene začnejo spuščati in produkti izboljševati zaradi konkurenčnosti. Tega ni dovolj v Sloveniji in potem tudi omogoča iskreno dosti podjetnikom in podjetjem, da na nek način počivajo na lovorikah, kar ni dobro. Ne, kar ni dobro za nobenega, ne, ni dobro niti za same stranke, za uporabnike, in ni dobro generalno za gospodarstvo, ne. Ja, 2026 je zdaj res tik pred vrati. Kaj te bo drajvalo, kot je rekel Aljoša, kaj ga drajva, kaj bo tebe drajvalo v 2026, kaj te bo vodilo, kaj je tista stvar, ki si jo morda ali pa ste si jo v podjetju zadali, da evo, to je neka kljukica, ki jo moramo narediti. Ja, najprej bomo uspešno zaključili letošnje leto, se tudi poveselili z ekipo, nazdravili na vse uspehe. Potem si bomo fejst odpočili in januarja bomo začeli Oreng, in tako kot sem rekla, z Nemčijo. Drajva nas vizija in to je, da razširimo Jobbik.ai v tujino, da ga tak renome, kot ga je mogoče dobil v Sloveniji, dobi še v ostalih evropskih državah. In ja, da postajamo večji, da povečamo ekipo, in da gremo naprej. Glej, da ne potrka kdo na vrata, da te odkupi. Ja, to bi pa bila tema, ne vem, če je glih za zaključek. Načeloma sem jaz na Sybit zelo navezana. Jaz vidim Sybit kot mojega otroka. Zdaj, če bi vprašali Urha, mogoče vidi kot posvojenega otroka, ampak Sybit ima pa eno velik prostor v mojem srcu, tako da zaenkrat prodaja ni opcija. Okej. To je dobra strategija. Dobra, ne? Ti, kaj si zastavil za cilj v letu 2026? V letu 2026 sem si zastavil cilj, da vse te ključne operativne zadeve, torej še bolj jasno zastavljeni procesi in posebej trening ljudi, tudi kadrovsko funkcijo, ki jo imamo nekako jo imamo definirano pred 2 letoma, ampak bi jo morali dalje razviti. Torej vse te zadeve, ki smo jih nekako vlekli z tem razvojem, zdaj reči, okej, dajmo jih zdaj urediti. Dajmo ta, ko sem rekel, priročnik, ne, Operations Manual, spisati in ga implementirati, da pridemo do nivoja, se smo blizu, ampak da res pridemo do nivoja, da je voditi 4 restavracije v 3 mesecih z to proizvodnjo na nek način lahko, pod narekovaj. Da to že vse teče, da naslednja lokacija, ki odpremo, da nas povleče v smislu, da trkajo k nam na vrata, dajte že odpreti, mi pa smo nekako že na to pripravljeni, ker se že dolgočasimo s tem day to day. Ne. Ker zdaj še vedno ogromno zadev ni postavljenih, ki jih jaz opazim, mogoče jih nikoli ne bom nehal opaziti, ne, ker bo vedno prostor za izboljšave, ampak to je cilj za letos. Torej tudi organizacijsko strukturo na ta način nastaviti, tako sem rekel, zdaj sem nekako jaz vodil 4 vodje restavracij in vodil proizvodnje in vodil, to je že, ne vem, 9-10 direktnih reportov, ne, če tako rečeš, na operativnem nivoju, ki je najbolj pomemben, je to zelo, zelo težko, ker se ti operativne zadeve javljajo in potem moraš zasnovati rešitev, jo testirati in potem implementirati na 4 lokacijah v 3 mesecih. Čisto da dam primer. Jaz pridem v svojo restavracijo in vidim, da je en tip kozarca za pivo postrežen z drugim pivom. To me pač moti, ne, med drugim, ker mislim, da je že nek prvi vtis, a resno vi jemljete to zadevo strežbo, a jo ne jemljete resno, ne. In smo šli v to, da smo vseh, mislim, da 150 kosov inventarja, drobnega inventarja, ki jih imamo v kuhinjah, definirali in smo šli, okej, kire kozarce, te so lepi, ampak te gre samo 16 v pomivalni stroj, ne. Kaj pa ti so retro,
ampak ti me spominjajo, potem so ljudje rekli, ti me spominjajo to je tisti špricerski kozarec. Meni je bil retro, njim pa je bil, to sem videl na avtobusni postaji. In potem greš torej za definiranje enega kozarca, če se hočeš lotiti resno, torej rešuješ nek problem, da imaš standardizirane kozarce in krožnike v lokaciji in potem že prideš na 3-urni sestanek v enem kozarcu. Zato morajo ti sestanki biti celodnevni dejansko, če hočeš priti do nivoja, do katerega hočeš priti. In smo potem definirali 150, nekje 150-160 stvari, ki bi vsaka kuna. In zdaj je treba naročiti, to zamenjati v vseh lokacijah, če ena lokacija ima, rečemo, viška pepelnikov, vzeti iz te lokacije, prepeljati v drugo lokacijo itd. In sem iz tega razloga zdaj že na tem nivoju postavil od 1.1. en vodja bo dejansko operativni menedžer, ki bo potem implementiral vse to in bom jaz z njim komuniciral. Tako da te organizacijske operativne zadeve hočem zdaj, ko nisem v nekem razvojnem ciklusu, v katerem sem bil konstantno v zadnjih letih dejansko nekako maintenance narediti, da je potem lažje za dalje, ker potem je vedno, saj to bomo, nekako pod preprogo, dajmo, zdaj je važno odpreti lokacijo, zdaj je važno odpreti proizvodnjo, zdaj je važno, dokler ne pridemo do momenta, da imamo tudi nekako, to je potem tudi moja zrelost kot podjetnika, da prideš do momenta, kjer znaš tudi razvoj delegirati itd., ampak do tega momenta je ogromno teh bicepsov, ki jih moraš, teh krlov, ki jih moraš sam oddelati, da potem lahko dejansko delegiraš komu drugemu. Všeč sta mi iz večjih razlogov, ampak zagotovo zato, ker vidim, da ves čas razmišljata, kaj še, kako še, in verjetno tudi to vpliva na to nagrado, ne zgolj, da sta pravilno odgovorila na vsa vprašanja, ki jih je Furs oziroma Forbes poslal, ker se šalim. Super, hvala lepa, da sta prišla. Me veseli, da bosta to, kar znata, delila tudi v sklopu SBC-ja, navduševala mlade gostince, podjetnike, ljudi, ki verjamejo, da lahko na spletu najdejo neko rešitev, ki bo koristila in pomagala mnogim. Tako da hvala lepa, z veseljem z vama klepetam na vseh kavarnah drugo leto in še kje, ko se srečamo. In pridem, nisem še bil, pridem. Hvala. Dobiš eno mizo v decembru. Ja, v decembru. To mi ni pred podcastom. Hvala za vabilo. Z veseljem. Hvala. 30 pod 30 na Mladih svet stoji. Me veseli, da na takšnih zdravih temeljih. Hvala. Hvala. Vam pa verjamem, da ste uživali tako kot sam v tem pogovoru. Ja, naj nas ne bo sram, ko Forbes, razglasi mlade, ki so na svojem področju odlični. In Eva ter Aljoša zagotovo sta, vsak svojo zgodbo, in če je ne poznate, si še malce preberite, kaj vse počneta, v resnici pa je to, kar sta povedala, nekaj, kar nam vsem manjka. Torej, da smo sami odgovorni za to, kar počnemo, in da se sami odločamo, kako bomo to počeli. Hvala in vse dobro v letu, ki je pred nami. Nasvidenje. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.